Hej, ni časa za nov video, jaz se to zaviram po tem stolu, pa drug video že snemam, tako da sem all over the place, pa dan je še vzun, ker je res čuden. Anyways, ta video je obljubljen že dolg. Spomnite, ko sem naredila video o psihopatih, no to je basically drug del, ampak sem obljubila video o sociopatih in rekla sem, prav spomnim se, ko sem rekla, da so meni sociopati še hujši in tudi načeloma so, razen tendence, da bi verjetno ne postali serijski morilci. Ful ste me prosili za ta video, pa ste pa moje že pozabili na njega, tako da here it is! Veste, kaj si najbolj srčno želim zadnje cajte? Da se preselim, da ne bo ta kotiček moje mehne garsonjere, edin kotiček, ker snemam, ampak da bo cel freaking studio, da je ena soba sam za snemat, 5 različnih ozadij. Še bolj stvar je, da sem v tem videu dejansko spraševala, a ti poznaš sociopata, a poznaš koga, ki bi to počel, in predstavljala vam tudi dejanske fraze, 9 fraz, ki bi jih sociopat rekel. Model je začel vrtati. Kot verjetno lahko pričakujete, se psihopate in sociopate ful hitro zamenja v psihologiji pa kriminologiji, ker sem prav rekla. Oboje pa velja za antisocial personality disorder, nesocialno osebnostno motnjo. I guess. To velja, ampak ni dokazano, da ne bi imeli psihopati to bolj genetsko, se pravi, ne bi se preneslo iz prek genetike, obviously, sociopati pa ne bi to imeli ne lih preučeno, ampak pridobljeno, torej tekom življenja bi se jim to zgodilo, oziroma ponavadi pogosto v otroštvu ne bi se zgodilo z neko hudo travmo ali pa abuse. Ne morem verjeti, kaj sem pozabila. Vesolčka moje. Ok, dobro je. Sociopati ne bi čutili neko mero empatije in ne bi se bili sposobni navezati na določene ljudi v njihovem življenju, medtem ko psihopati no. Prvič, imajo zelo močno in mogočno mnenje o sebi, oni so in sploh in zelo hitro si stvari prisvojijo, v smislu, po defaultu mislijo, da jim nekaj pripada in ko jih seznaniš s tem, ko rečeš, to ni nekaj tvoje, ne razumejo tega in verjetno ne sprejmejo te kritike. In temu po vsej verjetnosti sledi mentalna manipulacija. Ful so karizmatični, kar se tiče osebnosti. Težko načeloma zelo hitro vidiš, da je kaj narobe z njimi, zaradi tega, ker te znajo toliko dobro zmanipulirati, da ko oni naredijo milijon stvari narobe, bojo v bistvu nate obrnili in boš še ti počutil, da si nekaj narobe naredil, ker te tako miselno okrog obrnejo. In to mene ful spominja na narcise, na tisto motnjo, narcisistično motnjo. Kakor so privlačni, torej so istočasno ful dominantni, recimo v odnosu ali pa v družini, v primeru, da imajo pa ful moč v biznisu, da so na kakšnem takem položaju, so pa lahko ful tiranski, prav tiran, ki ima vse pod kontrolom, vse kontrolira, ker to je njegov raj na nek način. Na drugi točki je to, da so maščevalni in zelo hitro te pretentajo, ker njim to res ni problem, sploh če jim čisto popolnoma nič ne pomeniš, kar je velika verjetnost, te dan gevaš je samo okoli tebe obrne, da bojo dosegli svoje. Ful je zanimiv, da imajo pogosto probleme v šoli, razne te detentione, ko se reče pripore, opomine, ful problemov bojo povzročali. A se že spomnite mogoče na koga? Potem sem se spomnila na enega iz osnovne, sem tako, oh my god. Nimajo pa pogosto problemov z zakonom, torej redko jih boš pa najdel v zaporu, da jo kaj konkretno narobe naredili. Je pa tudi njihova značilnost, da težko obdržijo prijatelje. Oni toliko veliko lažejo, da v bistvu se toliko navadijo na te laži, da te laži postanejo del njih, v bistvu živijo v lažeh sčasoma. Nevarno je, ko kadar kažejo nek sočutje, je lahko ta sočutje čist fake in zaigran. Znajo ga zaigrati, ker nekako razumejo neke moralne zadeve, ampak je lahko totalno fake samo zato, da jo dobili, kar želijo. Magar, če imajo neke fake prijatelje, morajo zaigrati neko vrsto sočutja, da jih sploh nekaj časa obdržijo, a ne drugače itak čudak oziroma psihopat. Tretji točka je to, da so neodgovorni in da se na njih ne more zanesti. To je ta točka, pri katerih jaz že po defaultu ne mogla biti kolegica z njimi, ker nekogar se jaz ne morem zanesti. Če imaš sociopate v tvojem življenju, mu je vse za tvoj life, vse mu je kako se počutiš, vse mi je časov avto, sedeš, če se da peleš in te ne bo vprašala stvarno, da boš da don't give a shit. Fora je, da včasih tudi nase pozabijo, da so v nevarnosti. Scary je, da ne čutijo gorja, ki ga nekomu povzročijo. On, če se ne počuti, da te v prizadel s tem, da te v naprimer prevaral, kakšne omejitve pa sploh imaš v life, veš, če se sam ne sekiraš, če nimaš morale, če nimaš vesti.
It's scary world, Mi pa zanimivo tudi, da ful težko stvari planirajo in težko jih vizualizirajo. Se pravi, ko smo prej govorili, da so v biznis položajih tirani, si težko predstavljam, kako sploh priješ do takega položaja, če nimaš reda v življenju in če ne planiraš stvari. Četrta točka, slaba kontrola nad obnašanjem in kontroliranjem čustev. Lahko jih največja malenkost vrže ven in rato iz enega full peaceful mooda v največjo agresijo. To mene itak totalno spomne na kolerike. Ful mi je tukaj, da velikrat bojo nasradale živali, ne bolj jih morilc, bo pa se spravil nad žival, pogosto v tem primeru. Peti točki pa še taka big deal zadeva, ne čutijo krivde, obžalovanja ali pa sramote. V bistvu tako rečemo, najboljš, kar njih opiše, je the ends justify the means. Torej, končni rezultat oziroma cilj lahko upraviči vse, kar sem naredil. Če se bo on v glavi prepričal, da tisto, kar je naredil, da je dosegel svoj cilj, pa tudi, če bi ne vem kaj slabega naredil, če mu v njegovi glavi to smisel, bo s tem upravičil vse, kar je naredil. Tako da basically na zanimiv način hodi čez life, Psihopat je totalno moten in mislim, da ga ful hitrejše opaziš, ker nima nobenih moralnih sploh zavedanj. Sociopat se pa lahko manipulira in kontrolira in lahko je karizmatičen, v bistvu pa isto fukjena nagnjenja in teči zlom do konca. Zdaj, ko razmišljam, nisem ziher, če kjer ga poznam, sem pa skoraj ziher, da poznam nekoga, ki pozna nekoga, ki je imel že full life uničil. Zdaj pa še moj najljubši del, 9 stvari, ki bi jih rekel sociopat. Bodite full zdajle pozorni, vsi ste v življenju že slišali te stvari, full se to dogaja, ampak če je to samo ena stvar, ki se je zgodila in da se poje človek ful upraviči in da mu je bad, je druga stvar. Sociopat bi vztrajal pri tem, nikdar ne bi rekel, to je bila moja napaka, tralala. V glavnem, če to vse rečejo ali pa del tega, pa vidiš, da mu je vse, da dejansko tako misel, je velika verjetnost, da se ukvarja s sociopatom. Prvič, nikdar te ne bo imel tako rad, tako ljubil, kot te jaz. Če ti nekdo skozi ubija to glavo, boš prej ali slej verjel, ker te bo zbil samozavest in s tem te bo potem kontroliral, ker boš mislil dejansko, da lahko samo od njega dobiš neko ljubezen, ki ti ful pomeni. Drugič, ti si najbolj izjemna oseba, kar sem jih kdaj spoznal. Ja, je kompliment, ampak kakšen? Freaking močen kompliment. Zdaj, če si najdu svojega soulmate in nekoga, s komor čutiš nekaj krasnega in ti to reče, valjda je to tudi možno in super, ampak sociopat bi ti to rekel iz napačnih razlogov in sicer spet, da ima kontrolo nad tabo. Kad ti enkrat to reče, te čustveno zmanipulira, da te obožuje in da je to nekaj krasnega, kar mata in da ti ni noben drug več tega nam rekel. Tretjič, a te ne bo tako občutljiv, brez veze. S tem potolče tvoje čustva. Ja, včasih ful pretiravamo in moški in ženske in se sekiramo za čisto brezvezne stvari v nedogled in nekdo te to laže 3 dni, pa še vedno isto trobaš. Takrat, če to nekdo reče, ima smisel. Če ti pa nekdo to reče, recimo, da ti zamudi na večerjo 1 uro in namesto da bi rekel sorry, ti reče, kaj še hočeš, tle sem, ne bo to občutljiv. Je pa manipulacija. S tem prikrijejo svoje napake in ti si na koncu tisti, ki se počutiš kriv, da sploh izraziš kakršnakoli čustva. Četrtič, nikdar ne boš preživela brez mene ali pa preživel brez mene. Spet preži na tvoje negotovosti. Petič, delaš me boljšo osebo. Včasih to valjda drži in to je tudi poanta v razmerju, ampak če ti to reče sociopat, samo pomeni spet, da te daje pod palce in da hoče kontrolo nad tabo, medtem ko on nima iskreno nobene želje po osebnostni rasti, ker se počuti, da je itak že popoln. Na 6. točki je, samo ti me razumeš. S tem ti da iluzijo intimnosti. On sicer tega ne čuti, because he doesn't probably give a fuck, ti da pa občutek, da se trudi. 7. Tok si needy, oziroma ne vem kot to v slovenščino, da tok rabaš od mene, tok rabaš pozornosti. Od sociopata boš to po vsej verjetnosti slišal na najmanjših primerih, ti v bistvu želiš samo tiste osnove, da ti jih nekdo daje, da se počutiš decent human, da nekaj, kar ti njemu samoumevno daješ, on pa, ki bi ti mogel to dati in ti ne da, namesto da bi rekel sorry, preslab sem, popravil se bom, ti reče, koliko ti rabaš? I don't have time for this, oziroma nimam časa zdaj za to. To ne pomeni, da vsak človek, ki ima poln kev vsega v svojemu lifeu, ki to reče, da je sociopat. Je pa to za sociopata samo izgovor, da se izogne svoji krivdi, da se izogne pogovoru, da se izogne temu, da je dejansko karkoli narobe naredil, ker se jim res ne ljubi s tem ukvarjati. Za njih je na tisti točki vsaka sekunda čisto prepomembna, da bi se ukvarjal s tvojim problemom. Telefon. In na 9. točki, you owe me, oziroma
dolžen si mi to. Vse, kar sociopat naredi, tako kot smo ves čas zdajle govorili, ni zate, ker te nima rad, ampak je zanj. Se pravi, kadarkoli je lepega zate nekaj naredil, ne glede na to, koliko si ti zanj lepo naredil, to naredil zase, da se me bo enkrat poplačal in zdaj on hoče to skeširati ven. Po možnosti, ker ti hočeš nekaj banalnega, neko osnovno dobro stvar, bo on s tem ven prišel. Ja, ampak ti si mi dolžen, ker sem jaz takrat tebi pred pražnik stresu, veš, takrat. Ali pa te mentalno prepričal, da je enkrat nekaj ful velikega zate naredil, ko v bistvu mu je bilo čisto spotoma, recimo. Tako da ja, upam, da ste približno dobili občutek, upam, da sem ga dobro predstavila. Povejte odspod, če mislite, da ste se srečali s kom, pa prosim, ne prehite enega označiti za sociopata, ker to je huda obtožba in ni fajn zadeva, tako da mora se veliko stvari tule poklapati, da to drži. In to je to za danes. Alien mama, danes sem tako fajn alien zelena. Pridni bojte, radi se imejte. Aj, čau.